Evropska noč raziskovalcev je mehanizem Evropske komisije za promocijo znanosti in raziskovanja in veseli me, da je Filozofska fakulteta že drugo leto koordinatorica Evropske noči raziskovalcev v Sloveniji z naslovom Humanistika, to si ti. Filozofska fakulteta seveda ob svoji stoletnici želi dati poudarek na humanistiko kot eno od znanosti, ki je mogoče, se zdi, v zadnjem času potisnjena na rob. Je pa jasno, da bo zagotovo v središču pozornosti humanistika in družboslovje v visokotehnološki družbi, ker nam še tako zapletene tehnološke rešitve nič ne pomagajo, če bomo pri tem izgubili človeka. Dejansko lahko civilizacijo ali pa neko raven civilizacije v družbi merimo predvsem po tem, koliko je sposobna poskrbeti za svoje najbolj ranljive članice v družbi. In vprašanje je, kako je zdaj, na kakšen način bodo nove tehnologije poskrbele za to, da bomo lahko tudi ranljive ljudi zares vključili v družbo, da ne bojo novi produkti, da tako rečem, omogočeni samo tistim, ki si jih bodo lahko privoščili. Jaz mislim, da je treba človečnost oziroma povezavo človečnosti, humanistike pa tehnologije nekako gledati iz treh vidikov. En vidik je sigurno ta, kako neka netehnologija oziroma netehnološke zadeve, netehnološki elementi, humanistika, kako te prinašajo do nekega boljšega razumevanja in uporabe tehnologije. Drug vidik je nek trajnostni, torej vidik neke etike, vidik družbenega napredka, vidik nekih družbenih sistemov. Tretji vidik je pa meni ali pa nam, recimo tudi na ekonomski fakulteti, najbližji, je pa preučevanje posameznika pri delu, konkretno. In tega, kako zdaj tehnologija vpliva na doživljanje posameznika, na rezultate posameznika, na to, kako se posamezniki pri delu obnašajo in kako se počutijo. Ja, lahko bi rekli, da odnos Bruslja do humanistike in družboslovnih ved na splošno ni najboljši. Vsekakor ne tako, kot bi si družboslovje po moje zaslužilo in tudi želelo. Je pa res, da v tem novem programu, ki prihaja, Obzorja Evropa, ne bi bil ta odnos boljši. Mi predpira tudi to, da se tega tudi zaveda Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje, ki ga vodim v Bruslju in ki je temu namenil več dogodkov. In ne nazadnje, pri prihodnem programu Obzorja Evropa bo humanistika vsekakor odigrala pomembno vlogo, ker poglejte, gre za cel kup recimo nekih družbenih odnosov, tako pri tehnološkem razvoju, kot pri inovacijah, kot pri digitalizaciji, kot pri pametnih mestih, pametnih tovarnah in tako naprej. Tako da brez družboslovja nam ni živeti. Zelo pogosto oziroma zelo močno se premika fokus raziskav in pač financiranja raziskav na družbeni problem. Torej, novi principi ali pa novi načini mobilnosti. Znotraj tega humanisti imajo mnogo za povedati. Hkrati pa je pomembno izpostaviti tole, da glede na to, da ima kaj za povedati, morajo biti tudi družboslovci in humanisti to sposobni povedati, kajti obnašati brez dvoma se morajo drugače, kot so se pred 100 leti. In z tega vidika vključujoče se povezovati z kolegi od drugje in ne postavljati, in tudi sistem ne sme postavljati barier med posameznimi vedami, med posameznimi disciplinami.